Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Ob letošnjem prazniku občine so v Idriji dobili novega častnega občana. Ta naziv so namenili upokojenemu zdravniku Franciju Jerebu, ki ga prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Dobar dan. Najprej seveda čestitke za ta laskavi naziv, častni občan. Ste kdaj pomislili v prejšnjih letih, da bi lahko sami bili deležni te časti? Hvala za čestitke, ampak nisem nikoli pomislil, čeprav sem enega častnega občana celo sam predlagal. Ste letnik 51, šole ste obiskovali v Idriji. V Idriji najbrž tudi še rojeni v tistih letih. V Idriji se šolal do univerze, tako da in v Idriji delal vso delovno dobo. Po gimnaziji ste se odločili za študij medicine. Zakaj ta izbira? Zakaj medicina? Razmišljal sem že kmalu v drugem letniku gimnazije, kaj bi počel, da bi imelo moje življenje kakšen namen in smisel. In imel sem v mislih dve stvari, ampak prevagala je medicina. In od drugega letnika naprej nisem videl samo tega gimnazije, namreč, da bom šel študirati medicino, ampak edino, kar sem želel, je, da bom splošni zdravnik v Idriji. Kakšno je bilo vzdušje v mestu v 60 letih, ko ste bili vi na gimnaziji? Na gimnaziji sem se počutil tako dobro in tako odlično, da se tega skoraj ne da povedati. Med sošolci je bilo tako prijateljstvo, da se še po 54 letih redno dobivamo. In tudi s profesorjem smo imeli dober odnos, čeprav smo jim včasih kakšno ušpičili. Ampak žal mi je za to. Ampak gimnazije, ko sem zapuščal gimnazijo, skoraj nisem mogel verjeti, da moram oditi iz te hiše. Odhod v Ljubljano je bila najbrž pomembna prekretnica v vašem življenju. Prvič sem šel za del časa kot 14 dni od doma. Vendar, ko sem že toliko let o tem premišljeval, je bilo to nekako samo po sebi umevno, da je to potrebno, in zato nisem tega nič težko sprejel. Leta 1969 ste stopili v prvi letnik fakultete. Sem stopil v prvi letnik in se začel delati. Upal sem, da mi bo šlo tako enostavno kot na gimnaziji, vendar sem že po prvih izpitih pogruntal, da se bom tukaj moral malo več učiti, in sem se potem res precej več moral učiti. Študirali ste kar 8 let? Študiral sem 6 let, ampak kot absolvent, tik preden sem opravil diplomo, pa sem si vzel 2 leti prostega časa, za katerega sem rekel, da je moja penzija, ki jo bom znal zdaj boljše preživeti kot mlad, kot bi jo na stara leta. In ko me je domovina klicala v vojsko, sem takoj opravil diplomo in šel kot zdravnik in delal kot zdravnik tudi v vojski. Ko ste se vrnili iz služenja v Jugoslovanski ljudski armadi, kot se je takrat imenovala jugoslovanska vojska, ste prišli v zdravstveni dom. To je bilo še v starem poslopju, ne? Takrat nisem mislil, da bom dobil službo takoj. Vendar se je zgodilo, da je kak mesec preden sem jaz prišel iz vojske, zapustil zdravstveni dom in zdravnik je imel zelo veliko pacientov, in da se je to močno poznalo pri tako pacientom kot zdravniškemu osebju in drugim, sem dobil praktično službo takoj, tako da sem prve 14 dni ali 3 tedne delal še med vojaškim dopustom v zdravstvenem domu. Kakšne so bile takrat razmere v zdravstvenem domu? Takrat je bilo samo ogromno dela, ki ga je bilo treba prekopati in opraviti, ker so bile neskončne množice ljudi, ki so prihajali na vrata. In čeprav so bili zakoni tudi takrat taki, približno kot so zdaj, sem moral začeti delati takoj v ambulanti, kljub temu, da sem bil šele pripravnik in nisem imel mentorja ob sebi
ampak sem uporabil samo bogate izkušnje, ki sem jih dobil v vojaškem zdravstvu, kjer sem moral skrbeti predvsem mesecev tudi za 3000 ljudi. Kasneje ste specializirali družinsko medicino. Ja, bilo je nekaj polno idej, kam ne bi šel takrat. So me vabili vsi v medicino dela, jaz sem pa že toliko let imel samo, da bom splošni, oziroma, kot se je kasneje reklo, družinski zdravnik, in zato sem se v temu upiral. In da bi se temu dokončno uprl, sem zaprosil za prvi v Idriji za specializacijo takrat je bila specializacija še iz splošne medicine, nekaj let kasneje se je preimenovalo v specializacijo za družinsko medicino. 40 let, še več pravzaprav, ste delali v ambulanti v Idriji. Najbrž zato poznate vsaj pol mesta. Ja, verjetno ga poznam, precej ljudi poznam. Že samo v Imeku jih imam okoli 600. Pa nimam pacientov v glavnem nimam svojih pacientov v telefonskem imeniku. Bili ste tudi urgentni zdravnik, v prejšnjih desetletjih je bila ureditev nekoliko drugačna od današnje. Takrat smo morali vsi delati vse. Drugače ni šlo, ker je bilo nas premalo, da bi si lahko delo čisto razdelili. Tako sem od prvega dne delal v zdravstvenem domu, hodil tudi v domove upokojencev, moral sem tudi seveda dežurati. Ob nedeljah, ob praznikih, takrat se še ni reklo, da je to urgentna medicina, takrat se je to reklo, da je dežurstvo. S pojmom urgentna medicina je prišel šele kasneje za pojmom družinska medicina. Tako da zdaj imamo tudi že prvega specialista družinske medicine, ki je redno pri nas zaposlen, pa verjetno jih bo kmalu več. Delo v teh urgentnih ambulantah je pa najbrž zelo naporno. Takrat je bila skoraj vsaka ambulanta tudi urgentna ambulanta, ker čez dan ni bilo dežurstva. In če so tvoji pacienti prišli kot nujen primer, si pač moral jih sprejeti prednostno in odrajtati, pa tudi če so morali ostale prenaročiti, ker se morajo ti s tem pacientom iti do Ljubljane. Pri teh nujnih primerih pa se včasih najbrž zgodi tudi, da se vse ne izide v dobro. Razne stvari se dogodijo, čeprav večinoma se dobro izide, ampak žal pa je mi tudi v rokah nekaj bolnikov res umrlo po poti do Ljubljane. Kako kot zdravnik doživljate take primere, strese? Na začetku sem zelo težko, potem sem se pa navadil, da nisem borec proti naravi, ampak da sem samo sodelavec narave in da nisem borec proti smrti, ampak samo borec za podaljšanje življenja. In da je smrt pač naravna zadeva, ki je včasih jo nemogoče preprečiti. Nekaj let ste bili tudi direktor zdravstvenega doma, to je drugo področje delovanja. Ja, ampak tudi takrat sem v svoji redni ambulanti še zmeraj delal, čeprav sem moral domove upokojencev tist časov pustiti. In bil sem skoraj 4 leta ta prvi direktor, potem pa sem dal ostavko zaradi nekih nesmislov, ki so bili sprejeti na vladi. In ostavka ni bila sprejeta, ker ni bilo nobenega kandidata za direktorja, tako da je bila sprejeta šele tik preden bi se mi redni mandat iztekel. Vrsto let ste bili tudi član sveta bolnišnice, psihiatrične bolnišnice v Idriji, kjer ste pravzaprav nadzorovali delo tega javnega zavoda. Bil sem v svetu zavoda bolnišnice 3 mandate, čeprav se preko osamosvojitve Slovenije en mandat kar sam od sebe podaljšal za 3 leta, čeprav ni bilo nobenega navodila za to. Tako da sem bil kar precej let tam gor, od tega sem bil več kot polovico predsednik sveta.
Svet uradno nadzoruje delo bolnišnice, vendar ni bilo težko nadzorovati delo bolnišnice, kjer je bila takrat direktorica hiperaktivna in tako je delala vse tako smiselno, da je bila bolnišnica delovala finančno pozitivno vsa leta, ko so bile vse druge, ne samo psihiatrične, tudi ostale bolnišnice v Sloveniji v rdečih številkah. Zdravstveni domovi se soočajo s krizo kadrov, primanjkuje zdravnikov, medicinskih sester. Kako vi gledate na ta problem? Ta problem je večplasten in je vedno delno obstajal. V zadnjem času je pa predvsem administrativen, zaradi tega, ker imamo mladih zdravnikov polno samo z nekimi pomožnimi deli pri nas, ki jih delajo ob svojem pripravništvu ali specializaciji, čakajo, da bodo imeli vse pravice za samostojno delo v ambulanti, kar pa izredno podaljšuje. Mi imamo v bistvu polno zdravnikov, samo mogoče enih 5 ali 6 še nima dovoljenja za samostojno delo. Ko sem jaz v njihovem položaju, mi je direktorica ukazala in sem smel delati sam v ambulanti poleg specializacije, zdaj pa to ni mogoče zaradi ostrega nadzora nad tem. In zaradi tega čakamo, da se Kranjcem zjasnijo časi in vremena. Preživeli smo to strašno COVID zdravstveno krizo, preizkušnja za cel svet, za cel planet. Sedaj, ko je mimo, imate najbrž drugačen pogled kot takrat, ko smo bili sredi. Verjemite mi, da tudi kot zdravnik nisem pričakoval take epidemije in da sem mislil, da so nalezljive bolezni približno obvladane. Tako so me učili, tako je pisalo v knjigah, ampak glede na nepredvidljivost narave in pa tudi laboratorijev, ker nihče ne ve, od kje je ta bolezen prišla, je prišlo do take dvoletne krize, kot je bila, ki je prizadela cel svet. In recimo, ko je prišla španska gripa po prvi svetovni vojni, so rekli, da je pomorila toliko ljudi, zaradi tega, ker so bili oslabeli po prvi svetovni vojni. Ampak zdaj ni bilo nobene oslabelosti, pa je vseeno umrlo ogromno ljudi na celem svetu. Zdi se nam, da je veliko več vprašanj kot pa odgovorov. Na začetku so bila samo vprašanja, šele raziskave in opazovanja so postopoma dajala odgovore. Tako je pač v naravi, ko se zgodi nekaj nepredvidljivega in nekaj nepojmljivega. Vrsto let ste bili dejavni tudi v občinski politiki, v javni sferi. V prvem sklicu občinskega sveta po prvih demokratičnih volitvah pa ste bili tudi predsednik občinskega sveta. Te funkcije sedaj ni več. Ja, to je bila funkcija samo takrat, zato samo 4 leta, potem je zakon ukinil in je bil kar naenkrat župan zadosti. Županom so takrat sicer zelo lepo sodelovala, tudi če niso bilo vedno istih misli. Bil sem pa res kar nekaj, enih 12 let še prej v občinski skupščini in potem po osamosvojitvi v občinskem svetu. V tem obdobju ste v Idriji reševali tudi take občutljive probleme. Marsikaj smo reševali, vsega se ne spomnim, ampak poskušali smo, marsikaj denarja je bilo, pa samo toliko, kolikor ga je bilo in smo ga poskušali čim bolj porabiti. Mestni trg, območje nekdanje cerkve Svete Barbare, se je uredil ob velikem razumevanju vseh vpletenih. No, tam je prišlo do enega konsenza v družbi, pa se je dalo nekaj narediti. To se mi je zdelo zelo lepo. Še najbolj hecno in zanimivo pa je, da je zadnji odlok o območju Svete Barbare bil sprejet na dan Svete Barbare tistega leta, ko se je to dogajalo. Pa ne morem povedati letnice. Še danes je problem aktualen, namreč bojda nimajo uporabnega dovoljenja za objekte na tem celotnem območju trga in pod mestnim trgom.
ne poznam te situacije. Ja, povejva še to, da ste desetletja aktivni tudi v župniji v Idriji kot bralec beril. Kaj vam pomeni to udejstvovanje? Kot so me doma naučili, sem vedno obiskoval cerkev in tam nekje v gimnaziji sem postal bolj aktiven tudi v župniji, v družbi svojih prijateljev. In takrat je bil drugi Vatikanski koncil, ki je spremenil jezik iz latinščine v slovenščino in zato so rabili bralce in se je nas 67. leta 5 pojavilo in da smo začeli s tem branjem v cerkvi in se je to nadaljevalo še skozi 52 let, dokler moj glas ni omagal in nisem bil več sposoben pravilne izgovorjave, da bi lahko naprej to opravljal. Ste imeli zaradi teh aktivnosti v župniji kdaj kakšne težave v službi? Nekaj jih je bilo, ampak so bile, jih ne bi niti omenil, ker večinoma je bilo razumevanje. Povejva še to, da ste tudi strastni zbiralec, zbirate kovance, poštne znamke, nabožne podobice, zelo zanimiv konjiček. In kovance. Kovance tudi. Mislim, to je skoraj moja bolezen. Ampak bil sem tudi enih 10 let predsednik filatelističnega društva, ki je hkrati društvo vseh zbiralcev. To je moj hobi, ki me veliko nauči in mi tudi veliko ur, bi rekel, da delo. Znamka je tako majhen predmet, ki pa lahko povezuje celine. Znamke so iz celega sveta in te učijo zgodovine in geografije in življenja po svetu. In marsičesa ne bi vedel, če ne bi vedel iz znamk. Se posvečate kakšni posebni temi znotraj filatelije? Vsi se zdaj posvečamo posebnim temam, ker po letu 2000 je na svetu išlo več znamk kot do leta 2000. In skoraj noben filatelist več ne zbira znamk na splošno, ampak samo po tematikah. In jaz imam 4 tematike, ki jih zbiram, pa ni pomembno točno. Ampak potem pa v našem društvu zbiramo to tako, da če jaz vidim znamko tematike od mojih kolegov, jo ravno tako vzamem in nabavim in jo dam njemu in on jo da po meni, če vidi iz moje tematike. Skratka, vsi vemo za tematike svojih kolegov. Že v letih študija ste prvič odšli v Ameriko in ta dežela vam je pri srcu še danes. Zakaj Amerika? Pri srcu mi je še danes. Jaz sem hotel dokazati, da sem sposoben samostojnega življenja. Pa najprej nisem šel v Ameriko, najprej sem šel delati na Norveško za en dober mesec. In to mi je dokazalo, da sem sposoben preživeti čist 6000 km stran od doma. In sem rekel, bomo pa probali drugo leto še 8000 km ali pa 9 stran od doma. In sem šel in sem delal 3 mesece, pa sem naslednje leto šel še enkrat, pa delal 3 mesece in sem videl, da je to možno. Amerika se mi je priljubila in sem potem kot turist začel tja zahajati. Vendar mi je takoj ratalo dolg čas, ker sam ne moreš potovati po Ameriki. Pa sem povabil 5 ljudi, pa sem povabil 12 ljudi, pa sem povabil še več ljudi. Na koncu sem povabil, da smo šli enih 5krat po cel avtobus po 50 ljudi. Nisem nikoli zaračunaval svojih uslug, pri tem tudi svojo pot sem si vedno sam plačal. Potem so me porabili še za kolesarske dirke in sem še to organiziral enih 5krat, enkrat ni uspelo dirko Ram preko celine ameriške, dvakrat pa samo turistično kolesarjenje po Združenih državah. Tako da, zakaj je pa ravno Amerika? Spoznal sem jo. Obvladoval sem jo preko računalnika. Vso pot, tudi za 50 ljudi,
vse prenočišče, vse avtobuse, večino kosil vnaprej lahko predvidel in plačal. Tako da smo šli po načrtu lahko in da nismo izgubljali časa, da smo si lahko ogledovali res, da smo imeli čas za tisto, kar je bilo zanimivo in znamenito. In si potem nisem znal niti predstavljati, v kateri drugi državi bi lahko od doma v 3 mesecih zgradil tako potovanje preko računalnika. In zato je to ostalo tako. Imel sem sicer želje tudi za druga potovanja, vendar je zmanjkalo časa. Ste imeli kak primer, da so Američani prišli do vas, da jih popeljete po Sloveniji? Imam kar dosti prijateljev ameriških, ki so bili tudi dostikrat v Idriji. Sicer manjkrat kot jaz pri njih, ampak vseeno. Nekoč ste obiskali tudi New Idrijo v Mehiki. 3-krat sem obiskal novoidrijski rudnik. Mesto se imenuje lih tako Idrija. Žal ga Idrija imenujejo le Španci. Američani tega ne znajo izgovarjati in pravijo Idrija. In mesto se imenuje Idrija in rudnik se je pa imenoval novoidrijski rudnik. In je propadel 72. leta, oziroma iz istih razlogov kot kasneje tudi naš, ker so cene živega srebra padale. Ni bil pa tako bogato založen kot idrijski, zato je propadel začel pešati vsaj 10 let prej kot idrijski. Kakšno je vzdušje sedaj tam v tem mestu? Je to mesto duhov? To je mesto duhov, čeprav tam v okolici so kmetije, ki so kar živahne. V samem mestu pa še vedno v tistih hišicah živi. Dolgo časa je tam ustrajala komuna za zdravljenje zasvojenosti. In v tisti komuni smo dobili tudi kar precej dokumentov od novoidrijskega rudnika, ko smo obiskali kraj. Tako da enkrat sem bil z manjšo skupino tam, 2-krat pa s celim avtobusom Idrijčanov, tako da sem najmanj 120 pokazal, kje Nova Idrija je. Vrniva se nazaj v Slovenijo, sedaj ste upokojenec, občasno šel pomagate tudi v zdravstvenem domu. Kako sicer živite? Zdaj sem upokojenec, ampak od prvega dne nisem zdržal brez dela in kolikor smem delati kot upokojenec, še vedno delam, razen kadar sem bolan. Tako da lahko rečem, da razen bolniških je zdaj že praktično, sem šel že pred par dnevi že čez 46 leto dela v zdravstvenem domu. Seveda to delo ni več tako vsesplošno, kot je bilo prej. Največ svetujem ljudem, ker zdaj se je razmahnila telefonska medicina, ki je prej nismo smeli izvajati. In pač skrbim, da dobijo, kar potrebujejo. Vaše znanje, vaše izkušnje, to so dragocene stvari. Nimam nobenih problemov, izkušnji imam precej, edino na blago pozabljivost se je začela prikrajati, ampak tista ne moti me pri teh. Kakšen imate pogled na občino, na krajevno skupnost, na razvoj kraja? Spremljate novosti? Spremljam, kolikor lahko na grobu, ne v finese. Idrijo imam preprosto rad in si ne znam predstavljati, da bi bil kje drugje doma. Tudi, ko sem bil po svetu, recimo par mesecev, več mesecev, in sem se počutil dobro, šele ko sem prišel domov. In ne morem pa več v občini, v občinskem svetu vlada zdaj mlajši rod in vidim, da je zagnan in da dobro dela in mu želim vse srečo. Franci Jereb, nov častni občan občine Idrija. Jaz vam še enkrat čestitam za podeljeni naziv. Zahvaljujem se vam za vse dobro, kar ste storili v življenju in želim vam, da bi vam, kot se reče, zdravje še dolgo služilo, da bi bil koristen član te naše skupnosti. Hvala lepa in vsem poslušalcem, gledalcem lep pozdrav. Hvala tudi vam, spoštovani gledalci in spoštovane gledalke. Srečno!